Startup Studio. Dober dan, cenjeni poslušalke in poslušalci. Startup Studio tudi ta torek skupaj s Primorskim tehnološkim parkom in Mestno občino Nova Gorica, ki nas podpirata. Erika Koncud bom danes z vami in z nami bo tudi danes naš sogovornik Blaž Erzetič iz podjetja Erzetič Audio. Lepo pozdravljeni v studio. Pozdrav vsem. Strast do glasbe vas je pripeljala na vašo podjetniško pot. Nam lahko predstavite, kaj dejansko ste ustvarili, s čim se ukvarjate, tako da za en tak uvod? Jaz delam ojačevalnike za slušalke in slušalke na malo višjem nivoju, ne, se pravi, tukaj imamo audiofilsko kvaliteto, zelo specifična in oprema tudi zaradi tega malo dražja. Kaj vas pa je pripeljalo do tega, da začnete s tem razvojem ojačevalnikov? V srednji šoli ste se ukvarjali z glasbo, tudi izdajali svoje CD-je. Torej, vas je to pripeljalo, želja po višji kvaliteti? Definitivno, jaz sem se ukvarjal z glasbo že kot poslušalec. Ne. Poslušam ogromno glasbe, imam več tisoč albumov doma, poleg tega sem sam delal glasbo, sem imel svoj glasbeni studio, sem tudi ozvočeval prireditve in koncerte okoli in poleg tega sem elektronik. Sem se pa tudi ukvarjal dosti z grafiko, z računalniško grafiko, z oblikovanjem, tako da vse ta znanja nekako so potem konvergirala v to, kar so današnji produkti. To je bilo pa čist naključno, zato ker sem rabil zase ojačevalnik za slušalke in sem si ga naredil in potem sem pomislil, da mogoče bi pa naredil eno manjšo serijo teh in da vidimo, če se to da prodajati. Jasno, začetki niso bili ne vem kako obetavni, ampak počasi se stvar začela razvijati. Koliko zametkov, načrtov ste vrgli v koš? Poskušam čim manj tega. Sem naredil kar nekaj prototipov, ki so potem ostali samo za osebno uporabo ali pa šlo to čisto smeti, kar se ni obneslo. Pravite, če glasbe ne slišite v pravi kakovosti, zamudite polovico njene lepote. Dajmo to recimo pogledati z te strani, da kako lahko pogledamo film, lahko ga pogledamo na majhni črno-beli televiziji ali pa lahko ga pogledamo v kinu v visoki resoluciji na velikem zaslonu z dobrim zvokom. Informacijo o filmu bomo v vsakem primeru dobili, kako bomo absorbirali to informacijo, koliko bomo uživali v tem, je pa drugo. Doživetje je drugačno. Ja, definitivno doživetje, tako kot hrano. Zdaj, hrano pač lahko karkoli jemo zaradi energije, ampak če hočemo še uživati v hrani, mora tudi biti malo bolj kvalitetno narejena. Mogoče za tiste, ki se ne razumejo, kaj pomenijo ojačevalniki pri poslušanju glasbe? Vsaka končna stopnja, ki proizvaja zvok, se pravi zvočniki ali slušalke, potrebujejo nek ojačevalnik. Brez tega jih ne moremo poganjati. Jasno je, da so zvočniki oziroma slušalke tisti, ki dajo največ karakterja nekemu zvoku, ampak cela veriga je tukaj pomembna. Se pravi, kakšen ojačevalnik je uporabljen, kakšen izvor, kakšne povezave, kakšno kablovje in nenazadnje tudi kakšen posnetek. Tako da to je samo del nekega sistema, neke verige, tako da mi moramo vedno gledati na sistem. Kaj pa recimo, kdo sliši to razliko, ali je dober ojačevalnik ali ne, že lahko vsak laik ali... Če se ga da usporedno z nekim manj kvalitetnim, potem to definitivno vsak sliši. Zdaj, gre se pa potem za finese, To, ko so izkušeni poslušalci, potem poznajo, kaj gledati, kaj jih moti, kakšen zvok jim je všeč, kaj so že preslišali, kaj bi radi nadgradili. Tako da to je proces. Če pogledamo vzporedno s kulinariko enega 5-letnega otroka, je brez veze, da pelješ v neko Michelinovo restavracijo, ker ne bo razumel, kaj se mu tam dogaja. Tako da vsak rabi neko pot, da počasi razume,
kaj posluša, kako posluša in kaj bi lahko izboljšal. Sedaj imate v ponudbi 600 ojačevalnikov in 4 slušalke, plus še druge dodatke. Najdemo na vaši spletni strani tudi 3 kompilacije pozlačenih CD-jev audiofilskega nivoja, torej z vrhunskimi glasbeniki. Dejansko so vaši izdelki unikati, delate jih sami, zlagate skupaj. Ja, že zato, ker jih moramo oglaševati, glede na to, da so toliko delikatne naprave in so namenjene zvoku, se pravi bolj finemu poslušanju zvoka, moram kar večkrat tekom procesa jih testirati, tako na uho kot tudi z inštrumenti. In preden gre v škatlo, morajo še 12 ur delovati neprenehoma, da vidimo, če se bo vsaj v teh začetnih urah pojavila kakšna napaka. Ponavadi pri teh zadevah, še posebej pri elektroniki, ali gre v prvih 12-20 urah kaj narobe, ali pa bo ta stvar delala kar en čas. Kako pa uspevate dejansko pokrivati povpraševanje, v bistvu te stvari sproti naredite, ko vam nekdo naroči izdelek? Jaz imam zmerom neke zaloge, vsaj par enot na zalogi, ampak od maja naprej, ko sem bil v Münchnu na sejmu, sem dobil toliko naročil, da jih ne morem praktično vseh izpolniti. Tako da jaz imam vsaj do junija popolnoma zasedeno proizvodnjo in s tem, da še kapljajo vmes nova naročila. V produktih ste združili tako estetsko dovršenost kot funkcionalnost. Kako? V bistvu tudi to je bila vaša strast, grafično oblikovanje. Ja, z grafiko pa z umetnostjo sem se prej veliko ukvarjal, ker to je tudi pri produktih, ki so, mi rečemo, high-end, je tudi estetika ima močno vlogo. Tako da je treba tudi na to opaziti. Zdaj je pa tudi ta stvar, da imamo določene materiale na voljo, določene stroške pri obdelavi teh materialov, tako da je treba tudi obliko in dizajn malo prilagoditi nekim tehnično smiselnim stvarem. Veliko date pa tudi na to, da je te materiale, ki jih uporabljate, mogoče servisirati. Jaz poskušam uporabljati čim manj lepila, tako da tudi pri slušalkah, da je čim več na navijakih, da se da vse servisirati in to jim da dolgo življenjsko dobo in hkrati nekako se ne smetimo. Kar mi gre meni najbolj živce pri moderni elektroniki je to, da se ne da popraviti. Se pravi, ko se enkrat pokvari, moramo vršiti cel aparat stran, namesto da bi ga popravili in zato jaz stremim k temu, da se da čim več teh mojih izdelkov popraviti. Večkrat tudi serviserji rečejo, da se bolj splača kupiti novo, kot pač popravljati. Ja, ko imaš potem, pelješ na servis televizijo in za 50 dodatnih evrov kupiš že novo. Je že samo firme, nažalost, silijo v to, da moraš vršiti stran na aparati in s tem se smetenje poveča in to je velik problem. Je mogoče to, da se ohranja nek nivo butičnega izdelka in seveda posledično tudi cene, tudi nekako zagotovilo, da bo recimo lastnik, kupec skrben do tega izdelka? Ja, ko so naprave toliko drage, potem definitivno malo bolj skrbijo za njih. Zdaj, če bo pa ta naprava zdržala recimo 20-25 let, tudi močno upraviči svojo ceno, tudi če se pokvari vmes, kar se da popraviti. In prav to, zdaj, ali kupiš ene cenene slušalke, ki boš mogel čez eno leto vršiti v smeti, ali kupiš ene malo boljše, ki se bojo dale servisirati in bojo na voljo rezervni deli. Pa imate dosti recimo težav, oziroma ne težav, ampak recimo tako servisiranja imate dosti? Po pravici povedano, še največ problemov imam s poštnino. Se pravi, da se pokvarijo zaradi tega, ker te kurirske službe ne ravnajo pravilno z njimi, se pravi, premetavajo te pakete in se kaj zlomi. Je pa tudi stvar v tem, da ima eno ojačevalnik lahko na 100 kosov noter in eden se
če sedem pokvari, je pokvarjen cel čevalnik in mora priti nazaj na servis. Jih ne pride toliko nazaj, no, moram reči, da so kar trpežni kljub vsemu. Lahko bi rekla, da ste tudi lokal patriot. Na vaši LinkedIn strani ste zapisali: ponosni smo na našo dediščino, lokacijo in kulturo, želimo vam ponuditi izdelek s koščkom naše zemlje in koščkom nas, prebivalcev tega majhnega kotička v srednji Evropi. Slovenski materiali. Kar uporabljenega lesa uporabljam lipov les, ki je toliko tipičen za Slovenijo. Sem ga imel kar nekaj doma, tako da sem začel pač s tem lesom delati, ki je zelo lep za obdelavo, ker je mehek in se da marsikaj narediti z njim, tako da imamo zdaj 2 ojačevalnika, ki uporabljata lipov les. Prej se je uporabljal tudi za slušalke, še zmeraj malo, ampak zdaj s slušalkami pa gremo na en drugi sistem komor, ki dovoljuje malo bolj kompleksno interno geometrijo in s tem malo več nadzora nad zvokom. Blaž, delavnice imate dve delavnici, eno v Trnovskem gozdu, kjer izdelujete vse lesene dele, drugo pa dejansko doma v Vrtojbi. Pravite pa, da boste to dvoje združili. Ja, bom tudi to delavnico za elektroniko preselil na Trnovo, da imam vse skupaj, kar mi je potem lažje, da imam vse stroje na enem mestu. Se pa ukvarjate tudi s tem ohišjem lesenim kar sami, ne? V bistvu nekako v povezavi zgodbo vašega očeta? Ja, ko se je oče ukvarjal z rezbarstvom, tako da je ostalo en kup lipe, ki je ni porabil, tako da sem začel prav s tem lesom delati. Ne, pa poleg tega lipa je tudi lahka, tako da za slušalke je bila sploh primerna. Ne? Kakšni so pa odzivi recimo vaših kupcev na to, da uporabljate slovenski les? Im je to nekaj zanimivega? Verjetno doda nekaj k zgodbi. Ne? Zdaj, če bi uporabljal kakšen drugi les, bi tudi funkcioniralo, samo bi mogel pa geometrijsko prilagoditi, zato ker vsak les zveni drugače. Ne? Tako da tudi pri glasbenih inštrumentih se uporablja različne vrste lesa, ne, tudi pri kitarah, recimo, ki eden bolj zveni, eden bolj duši ali pa s kombinacijami. Vaši ojačevalci zvoka so na trgu dobro desetletje. Glavni trgi, kateri so? Trenutno je Azija, se pravi, največ prodam jaz v Korejo in Kitajsko. Poleg tega pa še kar je tukaj Evrope. Ne? Evropo pa lahko direktno prodajam, ker so ti tranzitni časi za poštnino zelo kratki, čeprav imam tudi distributerje po Evropi. So kakšni trgi, kamor še želite prodreti v prihodnosti? Dolgo sem gledal, kako bi v arabski svet prišel, ne? Se pravi Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in to, ampak je izredno težko priti tja in baje, da moraš imeti veze, poznati ljudi tam, tako da je tak dolgotrajen proces, ampak glede na to, da imam več kot dovolj naročil, mi je v redu tako, kot je. Se pa zdaj menim še za Avstralijo, tako da bom imel distribucijo še v Avstraliji. Katere države pa recimo so bolj take audiofilske, če bi rekli, tako da je veliko takih, ki se prav ljubiteljsko ukvarjajo z glasbo, da cenijo visoko kakovost glasbe? Ja, tiste države, ki imajo dovolj velik standard, da si to lahko privoščijo, ne? Se pravi, večji del Evrope, Združene države Amerike, pa zdaj Azija, ki se toliko razvija, plus to Arabija, ampak tisti so čist manjši del, kar je Afrike, pa samo Južna Afrika. Ker, kot rečeno, to so dragi sistemi in pač ljudje, ki si tega ne morejo privoščiti, se s tem niti ne ukvarjajo. Ne? Vaše glavne stranke so profesionalni uporabniki, torej glasbeni studiji, DJ-ji, glasbeni producenti in zahtevnejši poznavalci glasbe. Je bilo težko pridobiti njihovo zaupanje? Zdaj, tako moram reči, da jaz sem poskušal na začetku iti tako profesionalni kot v ljubiteljski del te publike, ne? Ampak se je izkazalo, da so audiofili malo bolj hvaležna publika kot studiji. Studiji imamo samo tiste, ki so high-end studiji in teh je izredno malo. Z glasbeniki pa sodelujem že od vsega začetka, ne? Tako da so ti malo bolj znani glasbeniki, ki sem jih kontaktiral, sem jim poslal te note, da so jih testirali in so bili zelo zadovoljni
z njimi in jih uporabljajo. Recimo ena mojih najljubših glasbenic je posnela zadnji album na moj ojačevalnik oziroma ga je zmiksala. Vam je recimo to pomagalo, da ste se več kot 10 let, mislim, da ste igrali kitaro skupaj s prijatelji v različnih garažah, ustvarjali kot glasbenik, v bistvu izdali albume z ameriško založbo, pa tudi z nemško založbo, da ste imeli že te kontakte prej? Ne, to sem začel čisto na novo, te založbe, potem še zmeraj sem v stiku z njimi, ampak to so bile manjše založbe, meni se je šlo pa za to, da dobim kot uporabnike bolj znane glasbenike, se pravi, tukaj govorimo o glasbenikih, ki prodajo milijonske naklade ali pa take, ki imajo Gramije, se pravi, dokaj na očeh publike, da lahko manj kot referenco. Kako ste pa pristopili do njih? Preko menedžmenta. Če mi je bil všeč glasbenik, da ga jaz poslušam, da mi je všeč njegova glasba, potem sem ga kontaktiral. Kar direktno? Kar direkt menedžment in večinoma se je dalo zmeniti. Potem je menedžment vprašal glasbenike, če so za to ali niso in potem od tam je šlo naprej. Mogoče kakšno tako bolj znano ime, ki ga poznajo naši poslušalci? Nile Rodgers, recimo, on je zelo znan glasbenik, on je bil tudi producent za Madonno, Daft Punk, in cel kup velikih glasbenikov in je tudi mene in družino povabil za novo leto v London, ko je imel koncert, tako da smo z njim preživeli. Pa poleg tega tudi drugi, recimo Imogen Heap, ki mi je zelo všeč kot glasbenica, tudi ima 2 Gramija, ona in Anne Brun, ki je bila tudi zelo prijazna, se mi je celo osebno zahvalila in 2 dni potem, ko je objavila to sliko nje z mojimi slušalkami, je dobila 2 Gramija. Ravno kar ste mi omenili, da so sejmi najboljše reference pri prodaji vaših izdelkov. Nedavno ste bili ravno v Parizu, pa omenili ste tudi Nemčijo. Ja, v Nemčiji sem bil maja, v Münchnu je največji sejem za hi-fi in tam res se dogaja vse. Če tam se pokažeš, potem imaš delo do naslednjega sejma zagotovljeno. Potem so pa manjši lokalni sejmi, se pravi, vsako glavno mesto ima svojega. V Parizu sem bil pred par tedni, v Varšavi je bil tudi v novembru, zdaj naslednji vikend je pa v Ljubljani. Torej, kaj pomenijo ti sejmi za vaše področje? Tako je, ti izdelki so narejeni za zvok in pač po slikah in karakteristikah tega ne moreš kupiti. Se pravi, najboljše je, kadar ljudje pridejo na sejem in si primejo izdelek v roke in si ga poslušajo in poskusijo svojo muziko in da vidijo, kako jim to paše oziroma kakšen potencial ima to v njihovem sistemu. Jasno, potem rabijo ti ljudje še tedne ali pa mesece, da vse to prežvečijo in da se potem odločijo, ker vseeno govorimo o stvareh, ki stanejo od več 100 pa do več 1000 evrov. Vaši ojačevalniki so prilagojeni vsem zvrstem glasbe, torej ni razlike, ali gre za pop glasbo ali za klasično glasbo, ojačevalniki so dobri za vse, ali je kakšna razlika? Ja, v bistvu so za vse, ampak tukaj, kot sem že večkrat omenil, je stvar sistema. Se pravi, če imamo mi ene slušalke, ki so malo bolj temne, se pravi, da imajo več basov, manj visokih tonov, to skombiniramo z enim bolj hitrim ojačevalnikom, da zlinearizira tisto, kar slušalke ne zmorejo, pa s kabli in tako naprej. Se pravi, mi cel sistem prilagajamo na to, kakšno muziko poslušamo in predvsem na to, kakšen zvok nam je všeč. Nekaterim je všeč bolj detajlen zvok, nekaterim je všeč bolj topu zvok in potem si pač morajo modelirati sistem glede na to. Prav zaradi tega imamo več ojačevalnikov, več slušalk, kjer imajo vsaka svojo namembnost, vsaka
enota svoj karakter, da se jih da lepo kombinirati med sabo ali pa z že elementi, ki jih imajo ljudje doma. Kateri so bili pa recimo tisti glavni mejniki v razvoju vašega podjetja in mogoče kdo vam jih je pomagal preskočiti, kdo vam je dal nasvete, kje ste jih iskali? Večinoma je bilo to tako kot pri vseh, ne? Se pravi, poskušaš in vidiš, kaj dela, kaj ne dela. In, kot si rečejo, večino ne dela, ne? Ampak moraš dobro izkoristiti tisto, kar dela in v tem. Se pravi, kakšne oblike so, kakšne karakteristike imajo, kakšna je cena, kako predstaviti. To se poskusi preko sejmov, preko strank, da se jih vpraša, kaj mi je v redu, kaj jih moti, preko distributerjev, tako da se potem počasi modelira. Zdaj, glede na to, da sem jaz majhna firma, imam to prednost, da sem zelo dinamičen pri modifikacijah. Ne? Se pravi, če je nekaj narobe, lahko hitro naredim novo iteracijo in popravim, kar je. Ne? Zdaj, če bi pa imel neko proizvodnjo za več 10,000 enot, je pa to zelo dolg proces popravljati take stvari. Ampak recimo so bili kakšni mejniki, ki so bili taka glavna šola v tem razvoju? Ja, to, da takrat na začetku sem delal samo ojačevalnike za slušalke in na sejmih sem jasno uporabljal slušalke drugih proizvajalcev in so bili ljudje tako navdušeni nad tem, kako delajo slušalke, da so šli kupiti slušalke. In niso pa razumeli, da je to prav zaradi tega, ker so imeli te slušalke zelo kvaliteten izvor moči. In zaradi tega sem rekel, da bom rajši jaz vsaj ta del sistema prodajal kot svoj, tako da sem začel razvijati tudi slušalke, kar je bilo znatno težje kot ojačevalnike, ampak zdaj imam, se pravi, te obe področji pokrite, tako slušalke kot ojačevalnike in jaz to na sejmih vedno kot par ne prikazujem, čeprav če ljudje hočejo svoje slušalke prinesli pa svoj ojačevalnik, so več kot dobrodošli. Leta 2019 je bila na voljo prva serija, danes imate v svoji košarici 4 tipe slušalk. Ja, začel sem s prvim dinamičnim modelom Manja, ki sem jih predstavil v Ljubljani leta 2018, je bil zelo grob prototip, ampak sem malo gledal, kako to ljudje reagirajo na njih in potem so prišle še druge, malo dražje slušalke, magnetoplanarne. Potem sem razmišljal o prenosnih, tako da sem naredil še ne prenosne. In zdaj ta zadnji model, ki je bil predstavljen letos, je pa moj najvišji model in za tega je pa največ povpraševanja. Izdali pa ste tudi 3 kompilacije pozlačenih CD-jev audiofilskega nivoja z vrhunskimi glasbeniki. Kako je prišlo do te ideje? Jaz sem veliko opazoval neodvisne glasbenike, po angleško indie glasbeniki, in so bili kar dosti njih so bili na izredno visokem nivoju kot glasbeniki in nekateri so imeli tudi zelo dobro posneto glasbo, kar se tiče tehničnega vidika. Tako da sem razmišljal o tem, da bi jih lahko zbral skupaj in naredil eno kompilacijo neodvisnih glasbenikov, se pravi tisti, ki niso toliko znani glasbeniki, ampak je škoda, da ljudje ne bi vedeli za njih. Tako da smo potem začeli pred 3-4 leti s prvo kompilacijo na pozlačenem CD-ju audiofilske kvalitete, ki je bil prodajan na naši spletni strani neprofitno. Se pravi, ljudje so plačali samo izdelavo in poštnino CD-ja in te kompilacije so potem postale 3. Se pravi, 3 leta zaporedoma sem jih delal. In prodaja gre v redu? Ja, ampak kot rečeno je neprofitna, samo da jaz pokrijem te stroške, tako da imam jaz praktično nič stroškov, ampak... Za lastni užitek. Ja, po eni strani reklamiram sebe kot firmo, kot brand in po drugi strani pa vse te glasbenike, ki si res zaslužijo, da jih ljudje spoznajo. V nadaljevanju še o sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom, z njim sodelujete na več nivojih?
Ja, jaz sem začel z njimi sodelovati že skoraj na začetku, vse tudi oni so bili takrat, dobili novo ekipo, tako da tehnološki park pomaga tako začetnikom, kar se tiče podjetništva, in tisti, ki so že več časa v tehnološkem parku, lahko pomagajo tem začetnikom. Poleg tega tehnološki park organizira tudi delavnice in predavanja z nekimi zunanjimi predavatelji. Jaz imam recimo konkretno tudi prostore v najemu pri njih, tako da so oni kar dobra oporna točka za podjetnike. Ocenjujete tudi poslovne modele na tekmovanju Popri? Ja, kadar me povabijo, tudi malo pogledam, kaj so si otroci zamislili. So vas kdaj presenetili otroci z njihovimi idejami? Ja, edino, kar mi je bilo zmeraj hudo pri njih, je to, da imajo slabe mentorje in imajo zaradi tega slabše načrte, kot bi lahko bili. Kaj recimo vam daje to sodelovanje s Primorskim tehnološkim parkom? Predvsem to, da sem povezan z drugimi podjetniki, ker lahko se zgodi kakšno sodelovanje, pa mogoče koga vprašaš za kakšen nasvet ali pa kdo tebe. Se pravi, ta mreža podjetnikov, pa tudi če ni ista branža, se da malo pomagati med sabo, če ne drugega, vsaj moralna podpora. Katera so recimo pa tista glavna vprašanja, s katerimi se oglašajo pri vas, recimo sodelujoči v Primorskem tehnološkem parku? Se recimo kdo obrne na vas, vas kaj vpraša? Recimo tako, da smo tisti, ki smo podjetniki, tam smo tudi prijatelji in se tudi privatno kaj podružimo. Tako da so bolj kakšni detajli, se pravi, rabi izvajalca za določeno stvar, a poznaš koga, in se pravi bolj v tej smeri, ali pa sem prišel do nekega problema, kako si ti rešil. Tako da na ta način eden drugemu si vedno pomagamo. Za zaključek mogoče o načrtih za prihodnost, kaj razvijate, kaj novega, kam bi radi še prišli? Ja, zdaj 3 modele slušalk prenavljam, zato ker se je izkazalo glede na naročila, da je neizvedljivo, da bi jih delal še naprej iz lesa, in zato sem začel z drugimi materiali, ki dovoljujejo malo več svobode in kompleksnosti, in prvi model bo že predstavljen ta vikend na sejmu v Ljubljani. Na katerega vabite tudi naše poslušalce? Ja. Ta vikend v Ljubljano, Radisson Blu hotel, sicer si lahko pogledate na spletni strani, pogledajte Hi-Fi Ljubljana, in poleg mene si boste lahko ogledali še cel kup drugih zanimivih zvočnih sistemov. Gre za mednarodni sejem, pridejo iz več držav? Je sicer lokalni, ampak so predstavljene mednarodne znamke tudi. Nekje sem zasledila, da eksperimentirate tudi z zvočniki. Kako daleč ste? Zvočnike sem naredil bolj zase, in sicer sem uporabljal beton kot material, tako da ene zvočnike uporabljam prav zase za osebno uporabo, ene sem pa naredil prototip, za katerega sem mislil narediti malo večjo serijo, ampak sem ga potem opustil, ker ni časa, se ne poklopi časovno noter. Kot zanimivost iz betona, ne material? So iz betona in so omnidirekcionalni, tako da kjerkoli v prostoru si slišiš enako. Zanimivo. Še to vprašanje, čisto na kratko. Danes, ko gledate nazaj na svojo prehojeno pot, se smatrate za pogumnega, da ste to se lotili? Ja, zdaj neumnost in pogum gresta z roko v roki zmeraj, ker nikoli ne veš, kaj se spuščaš. Tako da poskušaš in... Vam pa ni žal? Ne, absolutno ne. Tako da to je moja idealna služba, tako da z veseljem zjutraj vstanem in grem delati. No, in s tem zaključujemo današnji Startup Studio z Blažem Erzetičem. Verjamem, da bomo vas še veliko slišali tudi v prihodnje. Cenjene poslušalke in poslušalci, hvala tudi za vašo pozornost. Ostanite v Robinovi družbi tudi v nadaljevanju in hvala, Blaž. Hvala vam. Startup Studio.